Lara! To so ti mlajše sestre. Derem se po celi hiši, ti pa tičiš tu na podstrešju. Andraž, kje smo dobili to? Mami je prinesla iz službe. Tik preden... Pridi, kosilo je pripravljeno. Sledi pa novica o pogrešani osebi. Ali prepoznate mladeniča na fotografiji? To je Tevž Primc iz Tržiča. Zadnjič so ga videli v ponedeljek ob 14, ko je odhajal iz srednje ekonomske šole v Kranju. Policija zaenkrat o njem še ni našla nobenih sledi. Naša ekipa... Tevža še kar niso našli. Bolje zanj, da se vrne. Z prejšnjega tedna mi dolguje še pivo. Ne predači. Ne vem, zvečer enkrat. V zadnje čase nič ne pove. Pridna bodi, hčerkica. Z očkom greva opraviti verske dolžnosti v cerkev. Mama, grem lahko z vama. Kaj spet govoriš z otrokom? Še pred znakom moramo dvigniti most. Svežih dimih. Skrbi me, da se ne bo kaj izgubila. Vsa je dovolj stara. Če pred znakom ne dvignemo mostu, ne bomo varni. Kaj bereš? Anja, nič, nek star dnevnik, našla sem ga na podstrešju. Zakaj se nam ne pridružiš na odru? Je učiteljica že prišla? Ne, samo pogovarjamo se. Lara, že znaš besedilo? Ne, Aleksandra, nisem se ga še uspela naučiti. Kaj bereš tu staro knjigo? Lahko se še česa nalezeš. Kakšne čudne stvari tebe skrbijo, Aleksandra? Povej raje, kdo slišal kaj novega o Tevžu? Razen poročil na televiziji in česar. Ampak jaz sem prepričana, da se nekaj skriva. Kako so vražni ti srednješolci? Vsi so tako polni sami sebe. Prav nič čudnega ne bi bilo, če bi bila to spet kakšna bedna fora. Ne vem, 2 dni je že minilo, upam, da se mu ne res kaj zgodilo. Pa je izginil, ko je še na sprehod do hudega gradu. To so samo ugibanja, odkar je odšel iz šole, ga ni nihče več videl. Ja, ampak kaj pa bi se mu sploh lahko zgodilo na hudem gradu? Če bi se poškodoval, bi ga policija že našla. Kaj, če ga je pičila kača in zdaj leži nekje zastrupljen ali celo mrtev? Ba je na hudem gradu straši. Aleksandra, pa kaj govoriš traparije? Boste videli, kar naenkrat bo skočil nekje in zavpil, pa sem vas. Julija, ne reci, da še vedno tropa za tem Tevžem. Dojemi že, da je prestar zate. Mir mi daj, Anja. Žalostna deklica? Ja, kaj je narobe? Še rože so odšle. Rože imaš v rokah, take scefrane, v nič. Ne, zakaj ne nabereš novih? Ker bodo uvenile in ponovno bom sama. Vse samo pride in gre kot mama in oče. Ne bodi žalostna. Meni je mama dala nekaj v varstvo, ki nikamor ne more. Če le dobro čuvaš, mogoče celo skrivaš. Kaj ti je dala v varstvo? Izvoli enega. Hvala. Kje živiš, deklica? Na Hudem gradu. Si torej hči Jurija in Neže? Ja. Torej si ti mala graščakinja. Vsi pravijo, kako si lepa. Kako ti je ime? Emanuela. Emanuela, bodi moja prijateljica. Pomagaj mi namnožiti kovance, da ne bom nikoli več sama.
Anja, kje si že rekla, da se je izgubil Tevž? Lara, kaj? Jaz spim. Sanjalo se mi je. O Tevžu sem pomislila, je samo Julija zatreskana ven. Moram priznati, da zgleda kar dobro za svoja stara leta. Ne o Tevžu, gradu, Juriju in ta dnevnik. Lara, kaj? Jaz ne razumem. Jaz tudi ne. Ne, Lara, tebe ne razumem. Jutri, takoj zjutraj na igrišču. Ja, takoj zjutraj. Veliko smo nabrali. Ja, zlato me ne bo nikoli zapustilo. Nikamor ne more, nima nog. Sedaj lahko greš, Emanuela. Zakaj? Ne potrebujem te več. Odidi. Sedaj ne bom več sama. Napadajo nas! Ljubo moja, pridi, zbežati moramo! Čerka! Kje si? Pridi! Nikamor ne grem z vama, kaj mi boste? V novem kraju boste zgradili nov most, nov grad, novo cerkev, ponovno bom sama. Ljubica, tu ni nikogar več. Ni res, moj zaklad bo stal z mano. Kakšne neumnosti so to, gremo? Ne pa ne grem, oče. Prekonam tebe in tvojo skopost. Juri, ne! Spremeni se v kačo, nisi več moja hči. Juri, ne! Ne! No, povej nam že. Našel sem nek star dnevnik. Smo opazili. Ja, ampak mislim, da je res zelo star. Napisalo ga je dekle, ki je živela na Hudem gradu. Mogoče je veliko vreden, lahko ga prodamo. Ne, Anja, kaj če nam pomaga najti Tevža? Ja, tako ga moramo najti na policijo. Kaj se ti je sanjalo danes, ko sem mi klicala? Ja, da je graščak Juri oče zaklel svojo lastno hčer v kačo. Zaklel vlastno hčer? Zakaj? Ker je bilo tako skopa, raje nas postala v napadenem gradu, kot pa da bi pustila skrinjo zlata za seboj. To je pripovedka o zakleti grajski hčeri. Lara, sanja se ti v pripovedki. Kakšni pripovedki, ne poznam je. Ah, ne skrbi, tu naj nihče ne bo našel. Ta klet je skrita pregloboko v zemljo. Tako je minilo 100 in 100 let. Žalostno usodo gradu so ljudje že pozabili. Nekoč je pristavnikov fant, ki je tam okrog živino pasel, čakajte, to še ni to. Aha! Zagledal je veliko železno skrinjo. Na njej je sedela čudna prikazan, na pol ženska, na pol kača.
Točno, se že spomnim, da bi Oreča jo moral udariti s šibami. Za nagrado mu je ponudila svoje zlato. Ja, ampak dekreta ni rešil. Delo bi moral dokončati do polnoči, pa se je zaradi strahu preveč obotavljal. Zakleta grajska hči je tako zakričala, da se je z gradu zavalila skala v dolino. Šele, ko bo na tej skali zraslo drevo, se bo rodil mladenič, ki jo bo ponovno lahko skušal rešiti. Iz tega drevesa pa mu bodo naredili zibelko. Ja, vem, katera skala naj bi to bila. Dedek mi jo je pokazal. Ampak jaz se ne spomnim nobenega drevesa, razen če... Ja, Tevž, on je starejši od nas. To ti že bolj čas dopovedujem. Ni čudno, da nikoli nisem videla drevesa, samo šavje še raste na skali. Se ne misliš, da je Tevž tisti, ki mora rešiti zakleto grajsko gospodično? Vse se ujema, moramo ga rešiti. Ne, gremo na grad, tam so kače, ste zmišane. Moramo preveriti. Julija, kaj ti je? To je samo pravljica. Policaji so že iskali okrog hudega gradu. Tevža ni tam, vsaj ne več. Tudi če je vse to res, mora Tevž rešiti zakleto gospodično, ne mi njega. Se spomniš, kako je bilo strah predstavnikovega fanta? Tevž je pogumnejši od njega. Ali lahko že nehate enkrat? Ja, gremo domov. Kaj nam je sploh bilo? Noč bo kmalu. Gremo domov. Lara, morate mi pomagati. Lara, ne boj se me, nič ti ne bom naredila. Ti si mala greščakinja, kaj ne? Kaj za vraga delaš v mojem ogledalu? Lara, kaj se je zgodilo? Si v redu? Prosim vas, rešite me. Zakaj bi pomagali tebi, ki ti je mar samo za denar? Kaj si storila s pristavnikovim fantom? Kaj si storila s Tevžom? Ja, tako mi je žal za pristavnika. Takrat so bili težki časi. Ko se je vrnil v dolino, je ljudem povedal, kaj se mu je zgodilo. Tega pa ne bi smel storiti. Obtožili so ga zlobnih stvari, obtožili so ga čarovništva. Čez nekaj časa pa so ga ubili. Če si ti tako nedolžna pri pristavnikovi smrti, kje je potem Tevž? Tevž je pa tu, pri meni. Samo zgrudil se je po tleh. Ko pa se je zbudil, me ni več hotel poslušati. Le mrmra še neke čudne besede in je pripričan, da ima privide. Ne moram mu dopovedati, da me mora rešiti jutri pred polnočjo. Sodobni ljudje ničesar več ne verjamete. Kar veliko pričakuješ od nas. Kači, rep, izbrani fantje, da te rešijo. Zakaj sploh hočeš, da te kdo reši? Saj imaš svoj zaklad, nisi hotela samo tega. Nisem razumela pravega pomena besede biti sam. Imela sem prijateljico. Vem, grdo si jo odgnala. Točno, obdržati bi morala njo, ne zlata. Sedaj to vem, hočem nekoga ob sebi, zavedno. Izpusti Tevža, naj gre domov. Ga bomo prepričali, da te pride rešiti. Ne, samo do jutri imam še čas. Vem, ampak tu so ljudje, ki jim zaupa. Poslušal jih bo. Tevž ne gre nikamor, vas pa povabim v svoj grad. Nikomur ne bom nič storila, obljubim. Lara, pridi, poklicati morava mami. Mami? Očitno njeni prividi niso bili prividi. Kje je torej vhod v klet? Mislim, da... Tam.
kače. Torej si ti Tevžova punca. Ja, Srečo imaš. ne skrbi, kmalu boš našla koga bolj primernega zase. Najšega, na primer. Tevž! Stari, res sem vesel, da si živ. Ne! Zakaj sta prišla sem? Tukaj ni izhoda. Vstopiš lahko, ampak izstopiš ne boš. Tevž, umiri se. Izpustila nas bo. Samo prej moraš nekaj storiti. Ja, ampak ona ima rep. Vidiš, rep! Tevž, tukaj smo ti prinesli šive. Z vsakim šopom moraš 3-krat udariti po njenem repu. Kaj? Ne! Pogrešani Tevž iz Tržiča je zopet varno doma. Našla ga je skupina prijateljev, o njegovem izginotju pa so povedali nenavadno novico. Strokovnjaki bolnišnice... Mami, si slišala, rešili smo Tevža. Nekaj vam moram povedati. Odkrili so vzrok mojih halucinacij. Mami, saj sem ti že povedal, da to sploh niso halucinacije. Bila je samo nekakšna starodavna droga. Le učinek je morala izgubiti. Droga? Od kje? Verjetno sem jo vdihnila, ko sem odprla tisto staro škatlo, ki smo jo našli na Hudem gradu. Prejšnji teden, ko smo s konzervatorji ugotavljali, kaj bi se še dalo narediti. Škatlo? Verjetno tisto, katero sta našla tudi vidva. Kaj hočeš reči? Grad je poln tega prahu. Ni čudno, da so govorili, da na njem straši. Torej praviš, da sploh ni bilo nobene kače? Da smo si vse skupaj samo domišljali? Ne, ni bilo nobene kače. Na srečo, če lahko dodam. Ampak mami, ne, vse je res, dnevnik, vse piše v njem. Kar piše v dnevniku, je samo osredotočilo privide. Ne. Hvajnim prijateljem so že poslali zdravnika. Vse bo v redu. V parih dneh bodo učinki popolnoma izginili. Ne, vse je res. Ni možno, da smo si vse skupaj samo domišljali. Videl sem na lastne oči. Ne, nismo imeli si istih prividov. Ne skrbi, vse bo v redu. On the shoreline at the sunset, watching seabirds soar, beating the sand with my head in my hand, this luxury pushing our souls so harmony, nature's great sanctuary.